Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji nam je v čast, da lahko gostimo nekdanjega političnega zapornika Mihaela Cenca. Lepo dobrodošli v našem studiu. Kar daleč ste se pripeljali, kaj ne? Hvala. Ja, kar nekaj kilometrov, ja. Za starega gospoda, kar veliko, ja. Še vedno vozite, ne? A seveda še, ja. Z veseljem? No, če moram. Veselje mi pač to ne nudi več, tako kot mi je pred 50 leti, recimo, ne. Ja. No, mi dva bova se danes, predvsem vi, se boste dotaknili svojega preživljanja zaporne kazni na Golem otoku. Več bova o tem v nadaljevanju govorila. Mogoče pa najprej za uvod, iz kakšne družine vi izhajate, kje ste preživljali otroštvo? Ja, na formiranje moje osebnosti je seveda, kot tudi vsake druge osebnosti, je mladost zelo pomembna. No, in jaz sem imel to srečo, da je na mene vplivalo kar več okolij. Moj oče je iz Koroške, iz avstrijske Koroške in je bil emigrant. No, tako da sem jaz kot otrok pred vojno še, pred drugo svetovno vojno, v glavnem nedelje preživljal na Koroškem, pri očetovi mami, oziroma v tej veliki familiji Cencev. No, tako da sem imel tudi jezikovno sem imel ta rožanski dialekt, mi je še danes v ušesih in znam tudi kar bi še znal nekoliko po oroško govoriti, ne. No, druga stvar je pa, moja mama je bila pa Dolenjka, ki je bila sicer, to je zanimiva vseeno zgodba, zato bi vseeno samo omenil zelo kratko. Dolenjka, rojena v Ameriki, v Pueblo, Coloradu, seveda slovenskim staršem, ki so tja šli, in so prišli 14. leta na obisk v svojo staro domovino in se je začela Prva svetovna vojna. In ker je bil oče, to se pravi, prišli so za 3 otroci, mama je bila takrat stara 7 let, in ker je bil on seveda nekoč in še vedno so ga smatrali za avstrijskega državljana, so ga poklicali v vojno in je padel. Tako da se mama potem ni vrnila več s temi svojimi 3 otroci v Ameriko, ampak je s tistim denarjem, ki ga je imela, kupila neko tako bajtico in pa nekaj malega njiv, tako da je postala pravzaprav ne kmetica v pravem smislu, ampak temu, kar pravimo Slovenci, bajterstvo. Ja? In moji starši so mi potem za počitnice, čeprav je bila mama, torej ni bila zaposlena v današnjem smislu, ampak je bila gospodinja, se me je že odkrižala, po 3. letu sem šel že v vrtec, ja. No, in počitnice sem potem preživljal pri tej stari mami dol na Dolenjskem, kjer je medtem seveda tudi bilo že kar nekaj novih otrok, tako da sem jaz bil recimo med mojimi strici in med tetami, sem bil skoraj enako star, en stric je bil celo mlajši. In tam je bilo tako, da smo, ker ni bilo, v celi hiši so bile samo 2 postelji. Ena je bila za starše in mi otroci smo pa spali po senikih, in to je bila ena velika svoboda in sem moral tudi delati, sem bil tam že čisto od majčkenega. No, in to se je končalo, tako da sem se tudi naučil dolenjskega dialekta, ker tam so se otroci norca delali z mene, ker sem po gorenjsko govoril, In sem tudi imel predolge hlače, oni so jih imeli takole, sem moral se prilagoditi takoj. Tako da je bilo kar veliko vplivov, veste. Poleg tega mislim pa, da za sam ta naravo, kako bi rekel pravzaprav, nazorski,
A ne? Je pa veliko vplivalo to, da sem živel na Jesenicah, kjer je bil pretežno proletariat. Moj oče je bil poštar. A ne? In seveda to je bilo razmeroma slabo plačana služba, ampak bila je. Tako da so recimo delavci v železarni zaslužili več kot pa moj oče. Tako da bi skoraj lahko rekel, da je bil moj oče proletarec. Ne? Čeprav ga kot državnega uslužbenca za to niso imeli. In seveda sem se jaz nalezel, kar tako mimogrede tudi nekaj teh idej o recimo francoska revolucija, ne, o egalite, ja, kar je danes pravzaprav ena velika, en velik problem, te miselnosti pri nas, ne, ta egalnost. No, tako da sem se jaz tam leto 1945, ko je bilo konec vojne, in že med tem, že zadnje mesece, sem bil celo sprijet v Skoji, ker sem tam pomagal nekim fantom rezati neke telefonske žice tam nekih policijskih postaj. In seveda sem se navdušil jaz nad to komunistično idejo. Brez neke velikega vedenja o tem svetu in z idejo, da bo to nekoč pravična in dobra družba. Jaz mislim, da če ima človek te ideale v tej smeri, da je dober. Seveda je pa se pokazalo, da so to utopične ideje, da so to ideje neuresničljive in da so to zelo nevarne ideje in da se s temi idejami ni za šaliti. To ste zelo dobro občutili tudi sami. No, toliko, da sem hotel s tem povedati uvodoma, torej, kako je prišlo do tega mojega, tudi nazorskega. Ampak istočasno je moj oče je bil iz ene familije, v kateri je bilo kar nekaj Nemčurjev, na Koroškem gor, v Avstriji. No in pa seveda tudi nekaj zavednih, ampak on je bil bolj pravzaprav bela vrana v familiji. In so ga ob plebiscitu zalotili celo z orožjem, ker je pripadal neki skupini, ki je hotela Koroško priključiti na silo Jugoslaviji. Zato je on, če bom rekel 9 mesecev, tega ne bi mogel potrditi, ampak tako imam v spominu. Se me je sram, da nisem brskal po očetovi preteklosti. Ampak se mi je zdelo, da je to nekam, da oče ne rad govori o tem. In se mi je zdelo nedostojno, da bi brskal po njegovih spominih. No in menda je bil 9 mesecev takrat v arestu v Avstriji in ko so ga spustili, potem prišel. In seveda je bil ta vpliv očeta zelo nacionalen, tudi istočasno. To se pravi istočasno nacionalno in istočasno brezrazredna, ki pa zanika nacionalnost, kot so komunistične ideje. Tako da v meni sta se dva elementa nekoliko tepla. Ja. Torej neke vrste nesigurnosti okrog tega. Kako pa se je nadaljevalo to vaše delovanje, dejali ste v Skoju, to je Savez komunista omladine Jugoslavije je bilo. Seveda. Kako se je nadaljevalo, kako je prišlo potem do vašega prihoda v Beograd? Ja. Veste, dost komplicirana pravzaprav situacija, ki jo še danes tudi sam lahko samo slutim, kaj se je dogajalo v ozadju. Brez mojih nekih aktivnih hotenj, recimo. Jaz, veste, nisem bil tak zagnan, da bi drugim usiljeval in tako dalje. Celo v šoli, v gimnaziji, v katero sem se vpisal leta 1945. Gimnazija? Ja, v gimnazijo, Jesenicah, v 5. razred, sem bil nekako toliko star. Imeli smo eno tako pripravljalno, da smo nekaj malega nadoknadili, ker med vojno smo imeli nemške šole, je bila samo nemška šola in še celo slabo smo jih obiskovali, ker stalno je bilo alarmi zaradi letalskih napadov. Tako da smo seveda z svojim vedenjem smo zaostajali kot pa povprečni
gimnazijci izpred vojne, ki so redne šole obiskovali. Tako da smo mi morali kar nekaj nadoknaditi. In še nekaj je bilo, ta gimnazija na Jesenicah. Jesenice so bile bombardirane. In že pred vojno, ker so Jesenice hitro rasle, a veste, zaradi železarne, ker so Nemci pokopili vse železo, ker so se že oboroževali, so kar naenkrat Jesenice rasle, kar naenkrat so imele delo, jekla, kolikor so ga naredili, vse so Nemci kupili za dober denar, Tako da je takrat štandard kar rastel, na Jesenicah. No in ni bilo stanovanj. Potem pa še bombardiranje Jesenic in ni bilo stanovanj še manj. Nastala je nova šola, gimnazija, ki ni imela kadrov. In so na Jesenice v Rdeči revir pošiljali po kazni vse tiste profesorje, ki so se recimo med vojno zaradi kršenja kulturnega molka recimo pregrešili. Če je nek profesor v Ljubljani izdal znanstveno knjigo ali pa strokovno knjigo o svoji stroki, recimo učbenik, je že kršil kulturni molk, ker je izdal slovensko knjigo. To je noro, ta ideja. To se pravi, jezik, ki so ga zatirali, ti nisi smel izdati slovensko knjigo, zato ker si kršil kulturni molk. V Ljubljani so lahko izdajali, recimo, v Sloveniji, gor na Gorenjskem, tako ne bi mogli slovenske knjige izdati. Ja. In ti profesorje, ki so to grešili, ali pa kakorkoli bili v očeh komunistične oblasti, neprimerni, so jih poslali za kazen na Jesenice. V stanovanje, ki niso imeli stranišč, podstrešne sobice in tako dalje. Ampak to so bili sjajni profesorji. Tisti, ki so ustvarjali knjige, ki so bili v stroki pravzaprav na višku. Tako da smo mi imeli prav srečo, da smo imeli profesorje, ki so nam bili vzgled. Jaz sem pozneje veliko, recimo, tudi učil, predaval in vedno, ker sem bil v težavah, sem vedno enega od teh profesorjev rekel, kaj bi pa on naredil na mojem mestu. To se pravi, da so mi bili ti profesorji vzgled za vse življenje, kako je treba delati z dijaki, kako prenašaš tudi metode in tako dalje. Sjajni so bili in moram reči, da smo tukaj dijaki iz te povojne generacije veliko pridobili od teh profesorjev, ki so jih pregnali za kazen na Jesenice in so živeli tam v skoraj nemogočih pogojih. In vi ste bili priden dijak? Ja, moram reči, priden, ne vem, če sem bil ravno najbolj vzoren. Jaz mislim, da nisem spadal med najboljše dijake, ker malo mi je manjkalo delovnih navad. Ampak bil sem inteligenten, tako da sem z malo manj branja, recimo, da pa učenja, kar veste, kar nekaj bi se bil na sredini, nisem bil med slabšimi. Edino, bil sem pa najboljši v slovenščini. Pa ne, torej jezikovne, a veste, slovnice, učenje jezika, čistega slovenskega jezika, to mi je meni ušlo. Pred vojno sem bil v 5. razredu, ko se je bila zasedba Slovenije, sem prekinil in takrat je bilo še malo slovnice in svete otrok tudi do 5. razreda osnovne šole, ne vem kako zelo veliko ne odnese. Pa je pa nemška šola. Po vojni leta 45. gimnazija, 5. razred, ni več slovnice, ni več jezikovnega pouka, ampak je po neki stari tradiciji že samo še literatura. In meni še danes manjka, vam rečem, jaz imam probleme z jezikom, z izražanjem. Tam mi zmanjka, ne vem, kam postavil vejco, kam je postavil piko in tako dalje. Tako da to mi manjka. Ampak me je pa zanimala seveda književnost, pa moram reči. Tako sem prebiral, goltal sem knjige. Tako da sem celo bil preutrujen, ker sem premalo spal in sem s 15 letom začel tako jecleti, da sem komaj kakšen stavek povedal. In takrat so zdravniki rekli preutrujenje in so mi vzeli doma celo žarnico, ker sem po noč sveče prižigal, da sem bral. No, tako da me pa je seveda ta branje romanov, veste, čeprav mnogi mislijo, da je to izguba časa, jaz mislim, da človek, ko prebira te usode, načine obnašanja,
a veste, izražanja. Meni je bil ta svet, recimo, kaj sem nekega Tolstoja ali pa Dostojevskega, ne. To je bil svet, ki ga nisem poznal. To je bil in čaroben svet, ne, tudi aristokracije, ne. In mislim, da sem takrat tudi začel izgubljati tudi dialekt jeseniški. In moj zet, ki prihaja iz Ljubljane in ima univerzitetno izobrazbo, pravi: stari, zakaj se pa ti tako pačiš, ko govoriš? Ampak mislim, da sem jaz to že v gimnazijskih letih, ne, nekako stremel, da bi izgledal kot intelektualec. Ampak to je bila poza, seveda. Če malce preskočiva, kako je prišlo potem do vašega šolanja v Beogradu? Ja, no, seveda, vi ste me vprašali, jaz sem pa zašel, ne. Niste zašli. Ja. No. Veste, no, in jaz sem bil seveda, moj najboljši prijatelj je postal partizan, ki je bil eno leto starejši, moj sošolc, bil je sin župana jeseniškega. Ja. Oče je bil komunist od leta 1929. Bil je tukaj doma iz Zasavja. Ne, ta oče, ne, njegov. No, in bil je en zelo pošten človek. Sin je večkrat prišel k meni, da se je najedel, ker pri nas nismo živeli samo od kart, ampak smo še od koga kaj kupili. Pri njih pa ne, pri njih pa je bil oče tako kot vsi drugi. Kar dajo na karte živilske, ne, toliko, pa nič drugače, ne. No, vse so ga potem pozneje grdo z njim naredili, ko so se odkrižali teh starih komunistov, ne. No, pa to hočem reči, sem postal potem nekako v tej mladinski organizaciji, ki je bila na šoli, in tam je bilo zelo veliko partizanov že v mojih sošolcev, veste. Ampak jaz sem bil tak precej neopažen fant. Izgledal sem tako zelo mladeniško, drugi so vsi bili že tako na pol možati, jaz sem pa še tako mulčevsko izgledal. No, ampak vseeno sem očitno imel neke sposobnosti, da je postal na mene pozoren tudi direktor gimnazije, ki je bil ena avtokratska oseba, ampak zanimivo, dosti čustven človek, sem pozneje šele ugotovil. Sem bil tak skromen pravzaprav v tej mladinski organizaciji, ampak mislim, da sem bil celo predsednik. Ne trdim, ampak meni se zdi, da sem bil celo predsednik. Ne vem, zakaj sem to tako čudno izbrisal si iz spomina. Ampak še nisem bil star 18 let, kot je štatut partije zahteval, je direktor gimnazije, so imeli neko celico učiteljsko, ki je bila zelo majhna, mislim, da so vsega skupaj 3 ali 4, ne, tako iz osnovnih šol kot iz gimnazije, so dobili verjetno direktivo, da tudi najmanj 2 dijaka spravijo. No, in so tega sina od župana, ne, pa mene so predlagali za partijo, čeprav je partijski štatut zahteval menda 18 let, ne, so nas prijeli pri 17. Ne. Samo da so kršili vsega. Ne. Ja. No in tako smo mi postala članica partijske celice na šoli. Ne. Profesorske, tako rekoč, učiteljske. Ne. No in leta, potem pa en dan pride direktor, me pokliče v pisarno, pa pravi: Cenc. Pravi, jaz predavam po terenu, po nekdanjem tem velikem jeseniškem srezu, v kraju, ne sedanje občine, ne, ampak to je skoraj dol, nekje med Kranjem in Jesenicami je bila meja, pa dol do Bohinja in do Rateča, ne. To je bilo ogromno nekih naselij. Pravi, zvečer imam vedno jaz po teh vaseh predavanja o novi ustavi. Pravi, ker danes ne morem. Pravi, Cenc, boš ti šel, zvečer bo prišel avto po tebe, tukaj imaš pa tekst, pa id domov, pa se malo nauči, pravi, da ga boš pa bral, če ne boš znal. In moj oče pride domov, pa kaj pa delaš doma, da nisi v šoli? Sem rekel, to se je zgodilo. Prav, veš kaj prav, jaz imam pa staro jugoslovansko ustavo, pa ti malo primerjaj tiste uvodne določbe. Ne?
In jaz sem iz tega naredil izgleda en zanimiv predavanje, ker me naslednji dan me je direktor poklical, pa je rekel, Cenc, kaj ste pa vi delal? Ne, sem se ustrašil, sem rekel, kaj je pa narobe, ne? V neki vasi, se ne vem, kateri je. Ne? No, pravi, sjajni ste bil, pravi, a ne prav na komiteju pravite, da v te krvi naprej. No in tako sem jaz verjetno dobil nek ugled na ta način, prav skozi tista predavanja in vsak dan sem bil boljši, seveda, ne. Pa važen, tudi verjetno, ne. Mulo, ko sem ti se prišel v vas, pa so me gledali, en mulček, ki jim prišel pamet solita, ne. A veste, nesimpatično, ne. No, verjetno, ne, tako se jaz predstavljam, ne. No in potem je bilo leto 45, oziroma leta 49, matura, in mene pokliče na komitet partijski, pa pravijo, kaj pa misliš študirati? Sem rekel, še kolebam malo med statistiko, sem rekel, pa mogoče ekonomijo. Ne, prav, ti šel v Beograd v novinarsko in diplomatsko visoko šolo. In jaz danes, ko gledam na to, zakaj, mislim, da je to bil vzrok, veste, ta predavanja, ki sem jih imel. Verjetno so me imeli za nekega malega genialca, pa se tega nisem zaslužil, ne. Ampak takrat je bilo verjetno dovolj, ne. No in seveda, ko sem prišel v Beograd, sem ugotovil, da je ta visoka šola za novinarstvo in diplomacijo namenjena bodočim diplomatom in pa urednikom raznih medijskih hiš. Diplomacija je bila v takem stanju, da ni bila profesionalna. Verjetno so inteligentne partizane, ne, poslali v svet za razne veleposlanike in tako dalje, brez nekega posebnega diplomatskih tradicij. Tako da iz predavanj enega, ki je bil dosti kritičen, do te naše diplomacije smo takrat zvedeli, kakšne neumnosti počenjajo naši diplomati po svetu, kakšno škodo, ne. No in pa seveda tudi smo imeli še v začetku tako novinarski in diplomatski oddelek je bil kar skupaj. Šele potem pozneje na koncu se je bolj diferenciralo. Menda, ne, se ne vem jaz, ker tisto zadnjo leto nisem doživel. Ampak verjetno je moje malo boljše znanje nemščine pripomoglo, se vrnem zdaj že v Beograd in se vrnem v leto 51, ko je po resoluciji Informbiroja se počasi odnosi do vzhoda, do Sovjetske zveze, hladili, in je počasi postalo tam zid in se je videlo, da nas so izločili iz vseh gospodarskih povezav, in Jugoslavija takrat še, seveda, Nemci so z Banata, ker so največ žit pridelovali, so šli, buržuji so odšli, kulaki so odšli, ker so jih pobili in tako dalje. Ker naenkrat je Jugoslavija premalo žit proizvajala in je bilo takrat, veste, kar lačno. Takrat je bilo zelo malo živil na razpolago, bile so še vedno živilske karte, čeprav je bilo to že 5 let po vojni. No in na zahod pa še nismo vzpostavili nobenih povezav, ampak takrat se je že videlo, da sami ne bomo mogli biti sebi dovolj in da je treba tudi na zahod. In se je vsa diplomacija potem obrnila na to, da si pridobimo zaupanje Zahoda in da nam Zahod pomaga. Ampak da ostanemo komunisti, boljši od Stalina, čisti, humani. No in se je najavila prva nemška delegacija, sami doktorji so bili, še zdaj vem, in mene pokličajo na ministrstvo za zunanje zadeve, pravijo, koliko znaš nemško? Sem rekel, toliko pa toliko, ne preveč briljantno. Pravijo, potem boš pa vodil to nemško delegacijo po Jugoslaviji. In sem jaz vodil to po raznih ministrstvih, so se jih zanimali, kakšno imamo ureditev in tako dalje. In sem jaz skrbel za njih 14 dni. No in tam je bil en naroden trenutek tudi,
Ampak so me že, očitno so, a veste, jaz sem bil tam eden od najmlajših. Jaz tja nisem spadal na to šolo. Jaz nisem imel nobenih zaslug za NOB. In če berete recimo Džilasove članke iz tistega časa, ko govorijo, kako na nekem štadionu v Beogradu Partizanovem, v tej Titovi loži, sedijo ta glavni, in kako se zgražajo, kako je eden od generalov pripeljal eno mlado igralko, češ kaj ona dela tukaj, se nima nobenih zaslug. Takrat je bila zasluga za revolucijo že pomembna. Takrat je bilo to, so bili ti ljudje, na vrhu so bili že privilegirani. V Beogradu so se pojavili tisti diplomatski, tako imenovani diplomatski, oziroma neki zaprti konzumi, iz katerih so se partijski funkcionarji, ki je bilo pomankanje, tam so se tam hranili in so tam kupovali in tako, in tam ni bilo pomankanja. In tudi na tej šoli se je čutilo, da smo mi privilegirani. In moji kolegi na tej šoli so bili stari med 30 in 35 leti. Ti bodoči diplomati in bodoči novinarji. Inteligentni, ampak verjetno tudi za pomanjkljivo izobrazbo, ne vem, kako so prišli. Lahko, da so tudi imeli celo gimnazijo ali pa da so se jo pridobili po vojni. No in seveda jaz tja nekam nisem pasal, na to šolo, brez teh zaslug za NOB, ker jaz nisem bil partizan. In mislim, da je to, pa seveda tudi moje tam pa tam nekoliko kritično do nekaterih vprašanj. Sem se jaz tam udeleževal raznih diskusij. Tam še zdaj se spomnim na univerzitetnem komiteju, tam na Balkanski, ko je bilo razgovor o en pisatelj Čopič je pisal o privilegijih in je napadal te konzume, te skrite, te partijske, prehranjevalne in nakupovalne centre. In jaz sem rekel, da je to prav. Naslednji dan je pa maršal udaril po Čopiču. Branko Čopič, ne? Ja, recimo. Tako da jaz sem recimo tako, in sem se seveda malo pohvalil z znanjem, pa sem rekel, kako v Rusiji tam kaj je že bil, Ilf Petrov in tako dalje, kako kritično sta pisala še eni. Ilf in Petrov sta bila ena taka, ki sta satirami, malo tudi ruski sistem. Da je to dobro, če je kritika v časopisih in tako dalje. In za vas to ni bilo dobro, ker vas so potem aretirali. Jaz sem bil še vedno v tem, da vsi enaki in tako dalje. Tam sem pa videl, da je to čist drugi svet, da je to svet privilegij in tako dalje. In vas so aretirali kdaj? Kako je bilo to? No, potem pa seveda, pa še nekatere druge tudi stvari so bile, bi še to povedal. Postal sem prijatelj v družini enega nekdanjega jugoslovanskega diplomata v Franciji, dr. Radulović, ki je bil zadnji direktor, ne vem, ali je bil direktor, informativnega centra jugoslovanske kraljevske vlade. Do leta 41. do okupacije je bil to on. In jaz sem v tej familiji bil dvakrat na teden po nekaj ur, tam sem tudi kosil. In tja je prihajal tudi en švicar, ki je bil podpredsednik Rdečega križa, Svetovne organizacije Rdečega križa. Aha. No in seveda ta se je zanimal pri jugoslovanski vladi, kje so ljudje, ki jih naši imigranti, iščejo vzunaj. Se zanimajo, kje so njihovi svojci v Jugoslaviji, za katerimi se je izginila smet. In jaz sem s tem človekom tudi hodil na koncerte, v opero in tako dalje. Pa še bedak sem nosil obleko, ki mi je oče dal, je rekel, bodoči diplomat mora imeti metuljčka, pa črno obleko, takrat, ki je bila moderna srajca od peta do popka. No, v glavnem. Mislim, da je bilo to vzrok, da so se me odkrižali, da se me morali odkrižati in so me skoraj pred koncem 6. semestra so me en dan prišli iskat in naslednji dan so me v zaporu proglasili za neprijatelja in da ne govorim o svojem sovražnem delovanju. In
oče in mati nista nič vedela o tem. Ja, In oče potem... seveda ne. En dan se je vrnil domov na Senice nek paket, ki so mi ga poslali, češ da je naslovnik neznan. In tako je oče prišel v Beograd in me je iskal in verjetno bil nadležen in so mu polomili rebra. In tako je prišel domov s polomljenimi rebri. Ko sem bil že na Golem otoku... Malo pazite mikrofonček. Oprostite, ja. Ko je moja mati videla, sem z Golega otoka je bilo možno enkrat na mesec poslati dopisnico, v redu, ne skrbite, No in je videla, da je pošta, vojna pošta Bakar. In mama me je šla iskat v Bakar, Na pošti niso nič vedeli, kje je to, odkot je to, Potem je pa hodila v obali in je spraševala, če je kje kakšne zaporki, In nisem nič vedela, ampak en dan so jo miličarji zagrabili in so rekli, zrini domov, pa ne sprašujte. Tako da moji niso nič vedeli, kje sem, Vi pa ste bili koliko časa v preiskovalnem zaporu? Ja, v preiskovalnem zaporu sem bil 2 meseca. In o tem tudi ta vaša novela Nore pike, Ja. Ki je išla mnogo let kasneje. Ja, 84 sem že to opisal. si lahko še vedno preberejo, se dobi, Ja, to ni nikjer to je v reviji Dialogi, eni mariborski, so me tam enkrat potem so rekli, ne vem, kje so zvedeli, da sem jaz to napisal, ker to sem imel doma, ker to nisem nikomur kazal. No, kazal sem nekakšen prijatelj in moral, ne vem, en prijatelj to povedati. In so prišli en dan, pa so rekli, če bi lahko to novelo, ki jo imam, da ne bi objavila, In so tam leta 88. so potem to objavili v 2 nadaljevanjih, Ampak moram reči, da sem jaz to kar samo o počitnicah pisal na morju. No, in kako je bilo v preiskovalnem zaporu? So vam sploh povedali, zakaj se vas... Ne, meni so samo vedno rekli, govori o svojem sovražnem delovanju. In ko sem rekel, da jaz nisem nič sovražno deloval in da nisem sovražnik te dežele in tega režima in tako dalje, so rekli, bo že povedal, vsi so priznali. Jaz se tukaj mi morda vseeno sklenil mečken tehnologijo, kako je bilo z temi preiskovalnimi zapori. Vsake 3 mesece so spraznili vse zapore v Jugoslaviji, ker so jih poslali na Goli otok na isti dan. In potem so bili prazni in potem so začeli ponovno zapirati, ker so morali imeti prazne prostore za nove kaznence, za nove osumljence. No in tako so mene zaprli po enem mesecu, ko je bil prazen. Tako da sem imel še 2 meseca do ponovnega spraznitve. Tiste, ki so jih zaprli, prvo, ko so izpraznili zapor, glavnjačo, Beograjsko, v kateri sem bil zaprt, je bila prazna in so jih začeli zapirati. In potem so jih po 3 mesecih, po enem mesecu je bil arest poln. In potem so jih po 3 mesecih, so nas poslali vse na Goli otok, in je bil spet prazen in so jih ponovno zapirali. In na Golem otoku so vsake 3 mesece organizirali tisti znani sprejem nove bande, s tistim pretepanjem, tistim špalirjem in tako dalje. No, to je bila ta tehnologija. In seveda ta preiskovalc moj, veste, nekje sem prebral en podatek pri nas, da so po navodilu Udbe zahtevali, da zaprejo toliko in toliko ljudi zaradi strahu, ustrahovanja, na Goli otok, takrat po letu 48, oziroma 49, in da je nekdo od tistih partijskih organizacij, ki je to navodilo dobil, rekel pa se toliko niti članov nimamo, koliko jih moramo zapreti. A veste, ker to se pravi, da je bilo treba pač ustvariti strah, ker ta izraz je zelo zanimiv, Pri nas v jezikoslovju, oziroma v slovenski zakladnici imamo izraz strahovlada. Tega danes ne uporabljamo. Pa to je izraz za totalitarni sistem, za totalitarno vlado. Ja, in tega zdaj ne uporabljamo. To je vladanje s strahom. Ti si moral v družbi ustvariti sistem,
da so se ljudje bali, da se ljudje niso puntali, da ljudje niso se, da je lahko ta sistem funkcioniral. Ta sistem je ves čas funkcioniral na ta način, tega ne smeš kritizirati, ne smeš tega notiti, ker te drugače zagrabi policija, UDBA, in te obsodi. Ja, vse je bilo to do konca, recimo, če spršala še tam leta 80, ga nisi smel nič več reči. Tako je, ja. In vi ste tu bili sami v samici, verjetno zelo slaba hrana. Ja, to je bilo pa, veste, to je bilo pa eno presenetljivo doživetje, v katerem sem jaz verjetno ta prelom s to idejo, ki sem jo nosil s seboj kot neko svetinjo, živeti v eni pravični družbi in tako dalje. Tam sem pa videl, kaj pomeni bestialnost. Celica betonska. Očitno nek hlev nekoč, ker je bil v zidovih, so bile luknje za privezovanje. No, pod vrati, direktno na dvorišče, pod vrati takale špranja, 2 centimetrska približno, in ker je bil en pozen sneg v marcu, mi je not nanosilo sneg pod vrati. Nisem imel postelje, nisem imel stola, imel sem tisto preprogo iz slame, ki sem jo lahko zvečer razgrnil in ležal na tistem mrzlem, je bil mrz, košava je bila in tako dalje, vzunaj, slabo oblečen. In seveda, in moral sem stati cel dan pri liniji, tako da so vsak trenutek mi videli, če sem tam. Veste, istočasno je bil pa otok, oziroma okno, toliko daljeno, da ga nisem mogel doseči, ker mi je to prepričevala bodeča žica. Pobrali so mi pa, se veste kaj vse, kar bi naredil samomor. Na bodeči žici bi ga še lažje, kot pa s čemrkoli. Ja. No, tako hočem reči, hrana seveda je pa še pomagala k tem stanju obupanosti. Zjutraj kava, črna, z koščkom kruha, to se pravi, 10 dek recimo. Če je bilo sreča, je bila topla? Prosim? Če je bilo sreča, je bila topla kava? Ja, kava je bila topla, ja, je bila. No in potem kosilo, navadno fižolova juha, ali pa pasulnes, ne vem, ampak ker sem bil tam v tej drugi celici, so od vrha dali, tako da ni bilo fržolčkov, enkrat sem jih naštel na koliko, recimo 7. Ja, 7 ste zapisali. Drugač pa po enega, po 2, ali pa tudi noben. Nič več kruha, zvečer spet samo kava. To se pravi, vsa hrana je bila tista juha, pa tisti košček kruha. In tako sem jaz 2 meseca, tako so me medili. Ko me je preiskovalec poklical, pa je rekel, govoril svojem delu, pa sem rekel, pa je rekel, ti bomo dali en košček kruha več, če boš priznal. Tako da sem jaz samo še razmišljal o hrani, po nekaj 14 dneh, ali po 3 tednih. Samo še, da bi jedel. In tako so me poskušali, da bi jaz kaj priznal, v svojem sovražnem delovanju, ker nekaj so pa morali navesti. In potem sem si jaz kakšne drobne grehe sem se zmislil. Vse tako nisem mogel kaj priznati. Ampak sem poskušal pridobiti si naklonjenost preiskovalca, ker sem mislil, da je od njega odvisno, da me bodo spustili, da mu bom dokazal, da nisem nič naredil takega, da bi moral biti zaprt, da bi moral biti obsojen. Ampak to je bilo za manj, ker partija pa UDBA se nista nikoli zmotili, da bi koga zaprli, pa potem ugotovili, da so ga po nedolžnem, ker so bili nezmotljivi. Rabili so pa seveda vedno toliko in toliko ljudi za ustrahovanje drugih, da se lahko to vsakemu zgodi. Jaz ne vem, kaj dosti več iz tega preiskovalnega zapora. Seveda je toliko podrobnosti, tudi pretresljivih in tako dalje. Ampak se mi je zdelo pozneje, ko sem razmišljal. O Golem otoku so tako in tako že toliko in toliko avtorjev pisalo. Ampak meni se je zdelo, da je pomembnejši trenutek bil ta trenutek, ta odnos med ujetim človekom v brezupu, kjer mu je nek preiskovalec edina rešilna
Bilka, torej, da ta odnos, da je bistven in da je morda še najbolj tragičen pri vsem tem. In zato me je tudi zanimalo in sem poskušal ta odnos v tej noveli. On bi se lahko odločil pa rekel, nič niste krivi. Ja. Ampak to vam hočem reči vse, da so vedeli, zakaj gre, da nisem nič. Ker drugače ne bi bil kaznovan samo 18 mesecev. No, kako je bilo pa potem na Golem otoku, pa po kratkih reklamnih oglasih? Kaj, poprosite? Po kratki EPP. Aha, ja. Ko pa nosiš v vrečkih? Ni da ni. V EVE centru se vse dobi. Spet smo nazaj, z nami v studiu je nekdanji politični zapornik Mihael Cenc, ki je dobršen del svojega življenja, kar precej mesecev preživel tudi na Golem otoku. O Golem otoku je bilo napisanih veliko knjig, ena zadnjih, Goli otok, Titov Gulag. Gospod, zaustavila sva se nekako po koncu zaslišanja. Kako je prišlo potem, kako ste prišli potem do Golega otoka? Kakšen je bil ta prevoz? Ste sploh vedeli, kam greste? Ja, zanimivo vprašanje. Veste, kljub temu, da je že toliko knjig tudi napisanih in že tudi toliko oddaj bilo, ampak še vedno srečujem ljudi, ki pravzaprav zelo malo vejo o Golem otoku. In zato mogoče ne bi bilo odveč, da malo obnovimo to dogajanje, nenavadno dogajanje, tako bi rekel celo zavrženo dogajanje okrog tega Golega otoka, ki je bil seveda dolgo časa, ker je bil sramota, je bil tudi v tajnosti. No in en dan so nas poklicali, ko so morali izprazniti preiskovalni zapor, vsake 3 mesece so jih praznili, so jih morali izprazniti, so nas poklicali in tam na neko dvorišče, takrat smo se prvič pravzaprav videli med seboj, tudi tisti, ki smo bili recimo v Samicah, so bile tudi skupne sobe. No in tam so nam pred neko komisijo prečitali obsodbo. In sicer, ki je tako nekako glasila, ker prizadeti, pa Mihael Cenc nima dokazljivih prekrškov ali pa dejanj po zakonu o kaznivih dejanjih, se kaznuje po zakonu o prekrških. To je tako, če bi prometen prekršek naredil. In potem zakonu o prekrških so lahko človeka za 20 mesecev, za 2 leti kaznovali z zaporom. In te kazni so kar tudi partijski komiteji izrekali. Ni bilo treba, da bi to sodnik za prekrške. No in tako so mene tudi obtožili in sicer je glasilo, ker nima pač, se kaznuje po zakonu o prekrških, na 18-mesečno prisilno bivanje v kraju Sen. Nikjer Golega otoka ni bilo, ampak prisilno bivanje v kraju Sen. No, na kar so nas potem z nekimi maricami odpeljali na neko zapuščeno postajo železniško. No, tam smo prvič začutili pendrek, ker so nas iz teh avtomobilov v živinske vagone spravili. No, in tam seveda so nam zapovedali, da ne smemo biti glasni, da ne smemo govoriti in tako dalje. In potem smo se nekako cincali, smo tudi včasih, ker so bili to s tovornimi vlaki, smo verjetno tudi, jaz ne vem, če se nismo kar 2 ali 3 dni vozili iz Beograda do Bakra, na obali Jadranski. No in tam seveda smo
čakali noč, na kar so odprli, postavili neke deske in seveda so nas povezali z dva skupaj. Ne. No in po tistih deskah smo morali steči seveda tiho na neko ladjo Punac, ki je bila za prevoz gramoza. No in tam je bilo globoko, ne vem koliko, 2 metra morda, ampak spodaj je bilo nekaj peska in so nas kar not porinjali, ne. Recimo pa 2 povezana skupaj, ne, in smo padali dol v tisto, ne, in dol spodaj so nas usmerjali levo ali pa desno, ne. In seveda, če sta 2, en je rinil desno, en je rinil levo, ne, in smo bili vsi zbegani, nismo vedeli, zakaj gre, ne. Ker naenkrat taka brutalnost spet, ne, tista po Beogradu, ko so nas spravili v vagone, zdaj pa spet, ne. No, med vožnjo seveda smo imeli tam en sod, v katerega smo kakali, lulali in tako dalje, ne. No, in potem smo nas zmetali dol v tisto ladjo in potem je ladja odplula. In potem se je začelo. Policaji so not prišli, oziroma miličniki, s pendeljki, ne. Ne, kaj si? Kako te ime? Ja, Miha. Kaj lažeš, bumf? Ne, pa spet, kako te ime? Ja, kaj lažeš? In tako dalje. Pa kaj si študent, kaj lažeš? Pa tako. Važno je bilo to, da so jih pretepali. Ne. No in tako so se naveličani po nekem času. Potem so pa klicali posamezne ljudi. Nek udbovski oficir, a ti je bilo preveč in so ga gor potegnili in gor na vrhu si slišal samo batinanje in kričanje, ko je človek bil, ko so ga pretepali, ne, ko so ga mučili na ladji. Ne. No in tako je izgledalo, vse smo se vozili celo noč in potem smo se zjutraj nekje zasidrali, bilo je vroče, tista ladja se je segrela na soncu, gor je bila tista lina na stropu, ne. In smo gledali in tam smo bili cel dan. Žejni, lačni, že tako in tako, ne. In potem enkrat popoldan so spustili noter eno lestev in vzade policaji z pendeljki ven. In se jih tistih nekaj 100 ljudi se je drenjalo na tisto lestev, da bojo ven zlezli. Po 3 naenkrat, veste. Ne. No in vzune je bilo pa neko kričanje, neko vpitje, neko skandiranje. Potem na upeku, nisi vedel, zakaj gre, ne. Nisi si predstavljal, kje si. Celo na tisti vožnji sem večkrat pomislil, da nas bodo verjetno nekje, po tisti brutalnosti, da nas bojo nekje na morju morda pometali v morje. Ne? No, tako da ta strah je bil mimo, ne? Ampak kaj se zunaj dogaja, pa nismo vedeli. Ampak jaz sem bil že na prevozu z vlakom, sem bil že pozoren na enega gospoda, ki je na tleh ležal. Star gospod, utrujen, bolan, imel je vzglavnik. Mi nismo imeli nič, on je imel pa vzglavnik. To se pravi, da je bil bolan človek, sem ležal na tleh. In sem ga zagledal spet tam, in sem nekomu bom pomagal po tisti lestvi navzgor. In seveda sem ga hotel dvigniti, me že en policaj tepu, da moram biti tja gor. Potem je pa rekel drugi, pusti ga, da bo pomagal temu ven prideti. In tako smo mi, da ta zadnja 2 ven lezla. Jaz sem mu pomagal tisti vzglavnik in gor po tistih. To se pravi, drugi so že vsi šli skozi tisti špalir čudovite, na Golem otoku. Pritepanja. Špila so pa gor prišla, in jaz sem mu pomagal s tistim vzglavnikom in potem so bili vzkliki, še zdaj vem. Vidi ga, majko mu jebem, donev jastuče. Kot da sem jaz prinesel sebi na Goli otok, vzglavnik. No in potem seveda so mi hitro dali s pendeljki vedeti, da moram tja gor teči. In moram reči, da sem tekel verjetno v življenju, kljub temu, da nisem imel nobene prave, kot seveda za življenje. To je bilo dolga kolona? Ja, kar predstavljate se, recimo, da je bilo na Golem otoku vedno 4000 ljudi, pa recimo, da jih je bilo prisotnih recimo 3500, je to kar tako da v 2 vrstah je to moralo biti kar, 100 ali pa 200 metrov najmanj, še to bi moralo biti zelo nadrejeno,
Meni se je zdelo neskončno dolgo, ko sem tekel tam gor. In potem so bili udarci, seveda, več ali manj so bili po hrbtu in zadaj, ampak tam je pa kdo do spodaj, veste, sadisti, a ne, so iskali kje. Tako da včasih se kar malo zamajajo, ne. Moral pa je Ja, ampak vem, da so vpili udri po fizkulturniku, ker očitno sem tako tekel. Sem imel tudi možnost, ker nobenega ni bilo pred menoj. A veste, a ne. Ja, tako da, no, potem gor so imeli pa brivci, bili smo goli, ne, po tistem kamenju teč, ne, oglatem, to se pravi, ostrem, ne, in potem tam so nas pričakali, ja, ti se bi tudi, veste, je bilo ponižujoče. Tam smo goli stali, morali smo imeti glave sklonjene, prišli so brivci, 20 brivcev, ker vsak paviljon je imel svojega brivca, ne, in tisti brivci so nas začeli briti kocine, ne. In sem videl, kolik sem bil pripognen, pa sem gledal nazaj, sem videl nekoga, ki je stal za menoj, ki je imel sramnih uši toliko, da je bil kot grozd. Iz teh arestov srbskih, ne, katerih so nas pripeljali na Goli otok, ne, so bili očitno taki higienski pogoji, da so ljudje prinesli sramne uši, ne. Ne, ampak kako masovno, ne. In potem so tisti brivci upili, vidi ga, majko mu, don je opica, jebote stali in so 2 kurca in tako dalje, neumnosti grde, ne, oprostite, da govorim tako, ampak da vidite to atmosfero ogabno, ne. No in potem so nas odpeljali v neko karanteno, ker predtem je bila na Golem otoku tifus, ne. Veliko mrtvih in so potem začetnike seveda najprej v karanteno, da se je videlo, če je kdo kaj prinesel, kakšno bolezen s seboj. No in tam v karanteni so nas seveda potem počasi privajali malo na delo v kamnolomu, ne. Malo pa tudi seveda nam povedali, kaj nas hudega čaka, ker smo slišali tisto skandiranje dol iz tako imenovane žice, v katerem so, ne, prebivali zaporniki. In to nam je vsem seveda, sploh pa po tistem nam je ulivalo strah, kaj se bo zgodilo, ko bomo prišli v te kolektive, ne, dol. No in potem so nas seveda, tam je bila neka hierarhija. Vsak paviljon, bilo jih je 20, v vsakem paviljonu jih je bilo 200 ljudi, približno, gor dol, to je malo kolebalo, ampak tam okrog 200 ljudi. To se pravi, zelo na tesnem smo živeli, tako kot recimo v prenaseljenih podgane, pa mišiče so tako prenaseljene, se med sabo pokoljejo, ne. Ja, ne. No in tako približno je bila tudi situacija, ne, ki je pomagala brutalnosti na Golem otoku, tudi ta prenaseljenost, ko so nas stisnili v tako tesno sobivanje, ne, med seboj starih ljudi. No in so nas razdelili tistih 500 novih, ki so prišli približno 500 novih vsake 3 mesece in tudi z 500 jih je moralo z Golega otoka odideti, ker to je važno vedeti. 500 in seveda vedno je bilo nekaj takih, 500 jih je moralo vedeti, da je naredilo prostor novim 500. Ne. Da je tudi, ki še tam pa tam nekdo, ki ni bil aktivist, ki še ni dokazal se, da so ga morali poslati domov zato, da so prostor naredili. Ne? To pripovedujem zato, ker je to zelo bistveno. Ne? Ker smatralo se je, da kdor ni tako navajno revidiral, ne, ni šel iz Golega otoka. To se pravi, da je moral pristati na sistem Golega otoka. To ni čisto res. Ker 500 se jih mora poslati, pa ali so se popravili, ali se niso. Ne? S tem tudi malo morda opravičujem svoj odhod iz Golega otoka. No, ampak ostanimo pri vašem vprašanju, kako je izgledal začetek, ne, v tem. Ne. No, in tako so nas razdelili med 20 paviljonov, novince. In mislim, da je zdaj pomembna ta hierarhija, ki jo moramo omeniti. Čisto na dnu so bili, ali pač, deva raj z vrha, na vrhu so bili aktivisti. Za tisti, ki so se na Golem otoku že dokazali, da so sprejeli
partijo jugoslovansko kot edino zveličavno. Da so se pokasali tudi, Tako je, da so se ovajali, dokazali, da sovražijo druge, a ne, ki so še vedno, a ne, ali pa sumijo, da so še vedno, a ne, nasprotniki jugoslovanskega partijskega vrha. Treba je povedati, da je bil Goli otok, je bilo interni zapor partije. S tem država, tako rekoč, ni imela nič. To je bil partijski zapor. Vodja partije je bil pa Josip Broz Tito, ne? Tako je, a ne da. Ki ni nič vedel, ne? Ne, nič ni vedel, ne. Čeprav je on na nekem zboru, neke obletnice Udbe je imel govor, pa je rekel, da verjame v to organizacijo, v Udbo, da bo očistila, vse vrste izdajalcev, in da tudi, če kakšnega preveč zaprejo, ni hudo. Tudi ta izraz je uporabil. Ja. To se pravi, da je dovolil, dal je žegen, da tudi krivice lahko delajo. No, potem enkrat je pa izjavil, seveda, da preverja vse spiske zapornikov, da ja ne bi kdo bil po krivici na Golem otoku. Spiske zapornikov, 4000, se jih niti poznal ni. Poznal je nekaj svojih sodelavcev, ki so jih zaprli, tudi na Goli otok, najožjih. No, ampak, to se pravi, na vrhu so bili ti aktivisti. Potem so bili pa eni, tako veste, oni rekli so, no so se, uporabljali so izraz pasivisti. Nekaj, kar se ne dokazuje dovolj. Bi pričakovali, da jih bodo spustili, da se bodo dokazali. To se pravi, da bodo se obnašali po pravilih Golega otoka. O tem bom še govoril, kaj so bila ta pravila. In potem je bila pa še zadnja stopnja, so bili pa bojkotirani. To se pravi, tisti, za katere so smatrali, da nimajo razčiščeno preiskavo, da niso povedali vse, kaj so počeli grdega, da niso ovadili vse svoje sodelavce pri svojih grdih, zavrženih protipartijskih dejavnostih. To je bila pa tista najnižja bojkotiranje in teh je bilo vedno okrog 10%. V vsakem paviljonu jih je bilo približno 20. Ti so bili popolnoma brezpravni in tudi niso smeli nič govoriti. In vsi drugi so se morali prav na teh dokazovati, kako sovražijo sovražnika, da so jih pretepali, da so jih mučili, da so jih do onemoglosti priganjali pri delu, da so jih ovajali. Vse tisto, kar se je pričakovalo. Mislim, da ste imeli eno vprašanje dodatno. Ne, ampak kakšna so bila ta pravila? Ja. Veste, o tem Golem otoku, tam je bil en izraz, ki je bil dnevno na vrstnem redu, ki je veljal predvsem za bojkotiranje in veljal tudi za pasiviste. Dvoličnjak. Pomeni, da imaš dva obraza. Enega za javnost, za upravo Golega otoka, za svoje sotrpine, oziroma zapornike, kažeš, da si partiji zvest, en je pa tisti tvoj notranji, ki je pa morda sovražen in ti lažeš. Ti imaš dva obraza, enega zase, enega pa za javnost. In to so stalno en drugemu učitelji, ti si dvoličnjak. To kaže na nek odnos in na neko nezaupanje. Na Golem otoku so bile moralne norme obrnjene na glavo. Tisto, kar velja v civiliziranem svetu za pozitivno, je neka ljubezen do drugega, je pomoč, je solidarnost, je ne laži, ne ubijaj, ne pretepaj, ne bodi surov. To na Golem otoku ni veljalo. Na Golem otoku je veljalo nekaj drugega. Moraš biti surov, moraš pretepati svojega
bližnjega, ki je še vedno sovražnik. S tem se dokazuješ, da ti nisi več. Moraš ovajati tega, da je rekel, kaj sem, da na Golem otoku lažejo ljudje, ne, da so dvoličnjaki in tako dalje, ne, in da je to slab sistem, ker ustvarja ljudi, ki niso iskreni in podobno. Ne. To se pravi, Goli otok je bil ravno tisto, kar ne bi smeli civilizirani ljudje biti. In na Golem otoku si moral, ko si na Goli otok prišel, sprijeti ta pravila tega obnašanja. To si moral, se pravi, da vse tisto, kar si smatral za pošteno, si moral pohoditi in biti obratno. To se pravi, da je šlo za vse nas, da smo kar naenkrat postali neke razklane osebnosti. Da smo postali šizofreni. Eno za javnost, s svojimi dejanji zavrženimi, ne, biti grob, ne, uvajati, mučiti, ne, lagati, ne. Ne, drugo pa tisto, kar smo v sebi notranj čutili, ko smo se sami v sebi gnusili. Ne. Cilj Golega otoka je bil, kar je, mislim, da je ena od pomembnih zadev in kar se premalo naglaša, da zapornike na Golem otoku kriminaliziraš, da narediš iz njih kriminalce. Nekaj, kar bodo potem, ko bodo prišli ven, obžalovali in da jih bo sram. In da bodo zaznamovani kot Golotočani, ne, kjer so se obnašali, ali pa so se obnašali, ne, neprimerno zdravemu človeku, mislim, psihično zdravemu človeku. Veste, in to ni tako slučaj, da se je to na Golem otoku lahko uveljavilo. Če moramo pogledati nekoliko sociološko. Komunistične partije so partije, ki na silo rušijo z revolucijo obstoječi družbeni red. To se pravi, da so v teh partijah se zbirajo ljudje, ki niso demokratični, ki so v svojem bistvu avtokratski, ki so arogantni, ki so pripravljeni tudi ubijati. To ni čisto običajna lastnost živih bitij. Med živimi bitji je zelo malo vrst, kjer ubijajo svoje sovrstnike. Navadno, kaj se v nekih čredah, se spopadajo med seboj samci, a ne? Ampak tistega samca ne ubije, a ne? S kateri se za vodstvo v tropu, ampak se en umakne, zbeži, a ne? In ta ga ne zasleduje in ga ne ubije. Ampak pri človeku je pa nekaj, a veste, menda neko pomankanje, neke zavore v naravi, tako da je možno človeka, če se to od njega zahteva, tudi da zgubi ta občutek, kaj se sme in kaj se ne sme. No in če so se v komunistični partiji, ki je zahtevala revolucijo, to se pravi nasilje, ne, pa potem tudi z nasiljem vladati, ker so bili tako in tako v manjšini, je bilo to nasilje potrebno, zbirali ljudje, ki so bili to pripravljeni delati. In na Golem otoku smo se našli taki. Dobro, se nismo bili vsi enako, ne. Jaz sem bil idealist in tudi bi verjetno zelo težko koga verjetno za lase zagrabil, ne pa da bi ga ubil, ne. Ne. Smo se znašli, ampak ker se čutil ogroženega zaradi tega okolja, ker nisi nobenemu zaupal, ker če si kaj rekel, je takoj nesel preiskovalcu, zato da je sebi naredil eno točko, da je lahko računal, da bo šel domov po 18 mesecih ali po 2 letih, na kolikor je bil obsojen. Da bo postal član aktivist, za katerega je bilo garantirano, da bo šel domov. Vsi ostali pa, a bomo šli ali ne bomo šli. Ne? A veste, ta občutek ogroženosti in to ogroženosti tudi za življenje, ne? In te utrujenosti, pa vse to, kar je še potem botrovalo k temu občutku, ne? Je bilo krivo, da je 99,99% pristajalo na to igro, ki so jo zahtevali organizatorji Golega otoka.
In to je ta veliki zločin nad ljudmi, tudi nad poštenimi, ki so bili na Golem otoku, ali pa nad idealisti, ne, da smo te ljudi na Golem otoku naredili za kriminalce. Da smo jim vzeli ves ponos, da smo jim vzeli tisto. Zato potem tudi, ko so bili spuščeni ljudje, nisem še radi govorili, da so bili na Golem otoku. Veste, ker to je tudi malo sramote. Ne? Ker si se pač na Golem otoku obnašal. Veste, kar se tiče te agresivnosti, no, mislim, da sem to kar povedal, ne? Da so se ljudje, ki imajo te vrste, da so se zbirali, ne, v tej komunistični partiji, ker je revolucija je nekaj, kar je nedovoljenega, ker je nasilo, a ne, ker moraš ubijati, ne, nasprotnike. In to se je v Jugoslaviji pokazalo za eno najhujših pregreh, ne. Saj po vojni so ti komunisti pobili vse svoje nasprotnike, namišljene in ta prave, ne. Tako da lahko to tezo, ki sem jo zdaj razvil, bi lahko bilo dokazati, in je nesporna. Ampak zanimivo je to, da je sporna vseeno, če gledaš danes, koliko ljudi sledi tej novi ideji o revoluciji, in koliko ljudi obožuje še vodje, recimo maršala Tita, Broza, ki pravzaprav, če pomisliš, da se je vse z njegovo vednostjo, ker je hotel samo biti Stalin, ampak na nekem manjšem, zločinc, in je tudi bil masovni zločinec, z njegovo vednostjo se je vse dogajalo. In kako vi gledate, recimo, danes ste se peljali mimo v Kisovcu, mimo gostišča, kjer je Tito bar, potem vidite verjetno mlade, ki hodijo s srajcami, kjer je Tito, vrati se. Kako vi na to gledate? Pa s kakšnim čevarom pa tako naprej. Tako, ja. Veste, nekaj je v neizobraženosti, nekaj je pa v tem, da smo živeli v socializmu, ki je idealiziral stvari in ker nismo bili pravzaprav ogroženi ekonomsko. Veste, to je. Imel si službo, pa čeprav si dobival za hrano, si dobival pa za tisto, ne? In si bil nekam varen, si se počutil. Če boš službo ne boš zgubil, nekaj boš imel, pa čeprav boš samo ne vem kaj, Danes je ta svet drugačen, In to, veste, da smo živeli na tako nizki ravni ekonomski. Vsi naši sosedje so nas prihiteli. Mi smo bili za Avstrijci pred dvema vojnama, vsaj Gorenjska, recimo, pa na koncu, približno podobni. Kakšen je štandard danes v Avstriji, kakšen je pa nas v Sloveniji. To ni kriv to. To je kriv seveda družbeni red. Ta socializem je zaostajal v konkurenci, ker mu ni bilo treba, to je bilo zaprto območje. In naša podjetja so sicer delala tudi za inozemstvo, pa izvažali smo v Sloveniji, ampak smo izvažali tudi z tako imenovanimi izvoznimi nekimi nagradami. Če si izvažal, si dobil toliko in toliko denarja. Tisto, kar si izgubil, ki si moral pod ceno prodati, oziroma pod vrednostjo prodati, ne pod ceno, se cena je bila, pod vrednostjo. Veste, in pa tudi to, da mi, ki nismo živeli v kapitalizmu, sploh ne znamo ceniti to, kaj je podjetnik. Leta 1945 so pobili vse nekdanje, ali pa so jih pregnali, so ušli, vse nekdanje obrtnike, bogate, male industrialce, male podjetnike. To se pravi, danes en Boscarol, pa en ne vem kaj, ki ustvarja delovna mesta, in smo ponosni na to, bi ga ob revoluciji ubili, ker je izkoriščevalc. Pa ta se neodgovorno obnaša do svoje familije. Bi rekel, a veste? Ja. Tako je. Prosim. A smo malo ušla, Zdaj, če se malce vrneva nazaj na Goli otok, povedali ste, kako je bilo to psihološko trpljenje posameznega zapornika, kako je bil ta vidik težak. Kaj je bilo? Je bilo to težje kot recimo lakota, potem mraz, ko je pihalo, ko tam burja zapiha, potem tisto kamenje, težko delo.
Kaj je bilo težje? Verjetno ta psihološki vidik še vedno, ne? Ja. Ko vsem temu, kar sem povedal, je seveda so botrovali še pogoji bivanja na Golem otoku. Prvi so bile norme delovne zelo visoke. Vsak dan si imel si knjižico, v katero ti je napisal tako imenovani referent, koliko si normo ti dan izpolnil. In če ti imel na piki, ti je napisal, da jo nisi izpolnil. Bilo je pa dobro, da si jo presegel za 200%. To se pravi, da smo na Golem otoku smo garali. A veste, kljub temu, da smo bili podhranjeni in tako dalje. Pravzaprav ni čisto res, pozneje ne. No, ampak poleg tega, da je bilo težko delo, je na to otežavljeno bivanje, torej na ta občutek, še vplivala žeja. 4000 ljudi, a veste, toliko vode, tekoče, na Goli otok spraviti, ob tistem času, ko ni bilo, ne vem, kakšne tehnične baze, ko ni bilo, to je bil problem. Na Golem otoku smo bili žejni. Na Golem otoku smo 3-krat na dan, saj tako se jaz spominjam, smo dobili, to je bila pokrovček od nemške porcije taka, in polovico tiste porcije vode smo dobili. Zdaj pa zamislite poletje v tisti vročini pa v kamnolomu, ko se je noter segregal, da si dosegel normo in da si jo presegel normo, potem si pa enkrat dopoldan dobil tiste polovico tistega pokrovčka vode. In dobil si vodo, to se bila zjutraj z juho, ali kaj bilo, Tako da smo bili žejni. In tudi moj organizem se je navadil živeti z precej manjšo količino vode, kot je potrebno, tako da še danes nisem žejen, kar je slabo. No, pa to hočem povedati, to se pravi tudi žeja. Potem, omenil ste burjo, to je bil grd problem. Naše obleke so bile iz vseh mogočih koncev vojaških cun, vseh mogočih armad. Tudi celo kanadski plašči so bili, jaz sem imel plašč, za katerega so rekli, da je od kanadske vojske, ne vem, kako je prišel na Goli otok. In seveda sem bil otrganega, pa sem ga za nožico malo prespel, da ni cunja dol visela. In ta burja, veste, ko je pihalo, imeli smo tiste vojaške cunje, je bila tako močna, da je šla skozi tiste izprane hlače vojaške. In se ti je koža naježila. In ti si tukaj hodil in si seveda tiste naježenost si odrgnil. In je to postalo vse, a veste, sveža rana, ki se je ognojila. Tako da jaz sem imel vedno te notranje strani, sem imel ognojene po zimi. Potem so zaradi pomanjkljive hrane oziroma neprimerne hrane, vsaka ranca se ti je ognojila. Recimo, ko si bil v kamnolomu tolku, pa ti je košček kamna odletel, pa ti je ranil tako na mehno kožico, se je tam začelo gnojiti. In se je takole, veste, na debelo, za nekaj milimetrov, se je kar razvilo, tako da si kar s kožo si dol posnel. In potem je bila recimo slepota večerna, ta kurja slepota, se je dobil potem neke kapljice, nekega olja, da je to preprečevalo. Torej, higiena je bila slaba. Stenice. Saj postelj ni bilo, to so bile 3 platoji in smo spali en poleg drugega, tako na žokanje, ker nas je bilo 200 na prostoru, na katerem je mogoče lahko spalo 100 ljudi normalno. Tako da si se po noč težko obrnil, ker si bil med 2 telesoma. No in to je bilo stenica, veste, groza. No in tiste deke so vsak dan zjutraj malo strkali, pa nazaj spet noter. Tisti, ki so bili na bolniški, ki niso mogli v kamnolomu delati, so bili tam in so morali dovolj tisti, vsaj ven pa strkati. Ampak z teh stenic je bilo. In notor je bilo, veste, veliko je bilo tako imenovanih tuberkuloznih ljudi
sem bil z udrtimi pljučami, rečem tako, presen koš. In so kar z nami vse skupaj spali. Ne. Potem je bil tam na enem koncu, so bili tisti, ki so imeli sifilis. Ne. In tiste deke, ki so jih nazaj dali, se niso gledali, a je na njih spal tam nekdo, ne. Ampak to so potem tako. Ne. Veste, to so bili slabi higienski pogoji. Ne. Tako da vse to je ustvarjalo en vtis neke ogroženosti. Ne. Hrana. Veste, jaz sem prišel tako sestradan, kot sem bil na Goli otok, in meni so starejši kaznici stresali svojo hrano v mojo porcijo. In jaz sem jedel, tako da sem nazadnje nisem mogel več premakniti. In bi še kar jedel, ker sem bil tako psihično sestradan. Ampak zakaj so meni stresali to hrano? Veste, ta hrana je bila taka, da je vzbujala kislino. In tudi jaz potem na koncu, ko sem bil, sem imel preveč kisline, tudi jaz nisem mogel več jesti isto hrano, sem je tudi stresil morda kakšnemu novo prispelemu, če je bil sestradan. Ne. Veste, ta hrana je bila tudi taka, ne. Dobro, se to je bilo tudi v času, ko Jugoslavija ni imela hrane dovolj, ne pa da bi še pokvarjence, politične zločince na Golem otoku futrali. Si lahko predstavljate, da je to bilo tako žalostno pravzaprav. Ne? Ja. Dobivali smo tudi se spomnim, smo rekli SMB kupus. To je bil nek posušeno zelje, ki so ga poskušali oživiti, ko so ga kuhali, ampak ne, je ostal seno, veste, ni se več oživil. Take stvari smo jedli. Ne? Ja. Glede na to, da ima približno še 10 minut, me zanima, kako je bilo potem z vašim življenjem, ko ste prišli domov, ko ste se objeli s svojo družino, pa kako ste bili potem na nek način ožigosani naprej v svojem življenju? Seveda, jaz sem prišel iz Golega otoka in sem se vpisal seveda še, sem rekel, nekaj moram doštudirati. Tistih 6 semestrov v Beogradu sem zgubil. Potem sem zgubil 20 mesecev aresta, pa seveda še vmes med šolskim in tako dalje. Tako da sem kar nekaj let zgubil in sem rekel, nekaj bi pa rad. No, in sem se vpisal na geografijo. No, in po 2 letih, seveda sem bil vsaj 27 let, sem moral prekiniti geografijo in jet v vojsko. In sem potem namesto sem bil tam v oficirsko šolo poklican, pa so me čez en teden so ugotovili, da sem bil politični zapornik, pa so me med navadnega vojaka poslali in sem še 6 mesecev del služil, 18, ne. Pa sem spet tam še nekaj izgubil. No, med tem sem se seveda tudi že poročil, imel otroka in iz vojske prišel tako rekoč star skoraj 29 let, je bilo treba začeti delati za familijo, ne pa da šel spet študirati. Ne. No in seveda sem dobil službo, ampak naslednji dan so mi rekli, oprostite, smo se zmotili. Ne. No in seveda potem sem dobil drugo službo, se je spet zgodilo na naslednji dan, oprostite, ali pa oprosti, smo se zmotili, se nismo vikali. No in tako se je v 3 službah mi zgodilo. Ne. No in potem sem vedel, da je vzadnji Udba. Ne. In sem šel na Udba in sem rekel, a me hočete uničiti, sem rekel, imam familijo. Kako uničiti? A se nisi na Golem otoku nič naučil, tako se je že vedelo tam pri njih, saj vedeli so Udbovci. A se nisi nič naučil, da partija je humana inštitucija, ne pa da uničuje ljudi, pa tako naprej. Potem pa a se ti se kaj naučil? A bi ti, če bo danes miting, a bi ti govoril proti Stalinu? Tako bo se vedel. Kaj pa sem hotel reči? Tudi če sem mislil bedak. Saj proti Stalinu tako nisem nikoli nič imel. Saj nisem bil informirojec, kar se tega tiče. Ampak sem videl, da se ni zašalta z njimi. No in potem so rekli na koncu, no kar pej tam, kjer si bil včeraj. In potem se pa niso zmotili več. No in potem po nekem daljšem času me je nekdo iz komiteja pravi,
prav, kje pa delaš, sem rekel tam pa tam. Je rekel, bi ti pa šel k meni na osnovno šolo. Jaz sem rekel, se nimam znanj za to. Kako da ne, je rekel, zgodovino pa zemljepis boš pa že učil, se si na tisti šoli verjetno si kaj zemljepisa slišal. In je bil torej zelo pomemben predmet, je bil svetovno torej, ne. No, pa še sem geografijo študiral 2 leti, ne. No in sem šel na osnovno šolo. Po enem letu mi pravi direktor na osnovni šoli, ko je bil konc počitnic, pravi, ne moreš več biti. Sem rekel, se je spet začelo. Ne, veš, rekel, ampak lahko greš pa na Jesenice na Delavsko univerzo. Pravi, koliko imaš pri meni plače? Sem rekel, 16 000. No, veš, rekel, tam boš mu pa 32. In so me poslali na Delavsko univerzo in to smo pred hišo, tako rekoč na Jesenicah. Jaz sem se moral povoziti. No in po enem letu, tam sem bil nek strokovni delavec in po enem letu, seveda, jaz sem bil tam skoraj neopažen, ne, kot s svojim kompleksom nekdanjega zapornika in politično sumljivega. Po enem letu me pokličajo, pa pravi, nisi se prijavil za direktorja Delavske univerze, ki bi nek razpis. Še na misli mi ni bilo, da bi lahko bil direktor. Pravi, v eni uri prinesi prošnjo. Pravi, in te bomo imenovali takoj, prav smo prekinili sejo. Ne? In so mi kar diktirali, katere stavke moram napisati. Ne? In sem postal direktor čez noč. Zakaj? Tisti, ki bi na Golem otoku, je bil pripravljen vse zahteve, ki bi jih zahtevali od njega izpolniti. In to ni bil slučaj. Veliko ljudi, ki so prišli z Golega otoka, so postali direktori. Tudi Hrst je bil direktor. Radovan Hrst, ja. Ja, spet zloraba, ne, tega. No, ampak k sreči moram reči, da niso nič takega zahtevali, ampak po 17 letih pa. 2 udbovca sta pa šla en dan k meni, kot da neko anketo delata, ne. Iz Kranja jih nisem poznal. Ne. In potem sta vseeno prišla na stvar, da jaz nisem prijavil nekoga in da se družim z nekom, ki je sovražnik te dežele in je v postopku in ta kritizira jugoslovansko državno ureditev in tako dalje. In prav, a nisi bil ti na Golem otoku, pa nič prijavil? Ne? In potem so zahtevali, da jaz tega človeka ovajam. Seveda sem bil v velikih škripcih. Ne? In naslednji dan nisem pristal, ne, tako nekam z rezervo vse skupaj, tako da me naslednji dan poklical partijski sekretar. Pa je rekel, zdaj pa tako, a greš v partijo, ali pa ne moreš biti več direktor, ker nisem bil več v partiji. Ne, in sem rekel, bom razmislil, ampak nisem več razmišljal, ampak ko je bila reelekcija, se nisem več javil. In potem so me v tej isti inštituciji, ker nisem hotel dati odpoved, nisem hotel jeti, so me postavili za kurirja v inštituciji, v kateri sem bil prej direktor, pa razmnoževalca stvari in tako dalje. No, z eno besedo, tako in sem bil brez izobrazbe in takrat sem jaz na brzino potem še na Kranjski šoli naredil ene izpite, tako da sem dobil vsaj višje šolsko izobrazbo organizacijske smeri in sem se potem prijavil na razpis v Ljubljani. Sem šel z Jesenic, ker tam sem bil tako in tako že omraževan in brez ugleda in tako dalje. Ne. Če so tako grdo lahko delali z menoj, kot so delali. Ne. No in sem šel na Zavod za tehnično, od tam pa, tam je pa tudi, to ni pomembno za samo temo, sem šel v banko ljubljansko, v izobraževalni center in moram reči, da sem prvič zaživel, ker prvič mi ni bilo treba zaslužiti za plače. Ker na Delavski univerzi sem jaz poskrbel, da nismo dobivali nobene dotacije, da nismo bili odvisni od občine in tako dalje. Ne. Smo zaslužili, kar smo lahko kasirali od udeležencev raznih šol, tečajev in tako dalje. Ne. In to ni bil velik denar, to je bil razmeroma skromen denar, ampak smo bili pa neodvisni. Ne. Ja, svojem. Ja, no, ampak v banki je bilo pa tako, ne. Veliko denarja. Ne. Mislim, kar se tiče, smo delali kot svinja z mehom, kadar je šlo za reprezentanco in za seminarije. Tam se je žrlo, tam se je pilo in tako dalje. Veste to. Jaz tega nisem bil navajen. No in potem sem seveda, je bilo leto 60, oziroma 90, imel sem 60 let delovne dobe in so rekli,
za 3000 je treba v jugoslovanskem merilu zmanjšati delovsko banko. Kdor ima en pogoj ali dovolj delovnih let, jaz sem jih imel samo 31 ali pa 60 let, gre lahko v penzijo. No in ko sem se malo pozanimal, pa so mi rekli na ministrstvu za delo, oziroma ministrica mi rekla, vzem ti denar, ki ti ga ponujajo, odpravnino, pravi, ker čez nekaj mesecev mogoče tudi denarja ne bo več, pa še iz službe boš moral, ker je preveč ljudi. In tako sem šel v penzijo. Ampak sem potem, ker sem se tam naredil ugled, sem še potem, čez pol leta so me povabili na Združenje bank, da sem tam potem pomagal organizirati izobraževanje bankirjev. Ja, no tako se je končalo to moje potem. In sem delal tam pri Združenju bank še kakšnih 10 let, ko honorarno potem, do svojega 70. leta. V tem obdobju Golem otoku, potem vsem tistem, kar so recimo Angela Vode pa Jelka Mrak Dolinar preživela v teh ženskih zaporih v Reichenburgu, bi lahko še marsikaj povedala. Čisto za konec bi vas še nekaj vprašal. Zdaj živimo v demokratični ureditvi, pa se je kljub temu zgodil lansko leto oziroma v tem letu zapor. Nekateri rečejo, da je bil spet politični zapornik Janez Janša. Ste to kaj spremljali? Se vam je zdelo to, da je nekdo brez kakršnih koli pravih dokazov v zaporu nevarno? Se nam lahko to kdaj maščuje? Dobro, zdaj je to ustavno sodišče nekako prekinilo, pa zdaj je zastaralo vse skupaj. Ni prišlo do epiloga, še se nekaj, mislim, da Janez Janša toži. No, kako na to gledate? Ja. Veste, jaz nisem sicer presenečen, čeprav mi je hudo, da živim v taki deželi. Ampak to je vse posledica tega, kar se je dogajalo leta 1945. In vse, kar se je dogajalo z nami tam do leta 90, in potem tudi, kar se je dogajalo potem od leta 90, ko smo postali samostojni. Oblast komunistične partije je bila močna in vsa infrastruktura je bila pod kontrolo. V vseh službah, na vseh mestih, tudi v civilnih, kaj se je društvo prijateljev domine, ljudska tehnika in tako naprej, posod so gor funkcionarji komunistične zveze so bili postavljeni za predsednike in tako dalje. Ta struktura je ostala nedotaknjena. Enako je bilo na sodiščih. Jaz sem bil tam predsednik nekega združenja nekdanjih političnih zapornikov in še zdaj vem, da v nekem razgovoru z predsednikom takrat države, gospodom Kučanom, sem omenil, da bomo objavili, zaradi poprave krivice in tako dalje, da bomo objavili sodnike, ki so sodili po zakonih, ki niso bili demokratični, ampak so bili totalitarni. Zato, da bomo rekli, ta in ta je bil po nedolžnem obsojen in je zato zahtevamo za njega rehabilitacijo in jo bo dobil. In rekel, pusti mi sodnike, rekel, pristajam na neko komisijo, da ne bodo pred sodišči iskali rehabilitacij. To se pravi, da je ta sistem, ta sodniški sistem, ki ga je potem še kot predsednik države predlagal v trajen mandat, je ostal nedotaknen. In je seveda ostal kot garant, da se v tej državi ne bo nič velikega spremenilo. Da bi vsak, ki bi bil lahko ogrožal ta sistem, da ga lahko tudi kriminaliziraš, tudi lahko za lažno obtožbo. Veste, ne glede na to, kaj si mislimo o Janši, a da je pozitiven ali ne negativen in tako dalje, ampak on je v vodji opozicije, ampak gre za nekaj drugega. Okrog njega se je takrat leta 88 pa 89 odločalo, ali bo neka dežela demokratična. Takrat je nastavilo tisto odbor za človekove pravice, nekaj tazga. Takrat se je okrog njega
In danes je zopet okrog njega, pa ne glede na to, se pravim, ali ti je simpatični ali ni simpatični. Okrog njega se lomi, ali bo ta dežela resnično demokratična ali ne bo demokratična. Ali bo še vedno nek podsistem, ne, ki bo garantiral nekdanjem. Poglejte, imamo zločine po vojne, pa nimamo zločincev. Ne? In to kakšne zločine? Se ne gre za enega človeka, gre za 10 000. A ne? Veste, to je vse. Ta podsistem je še vedno garancija za vse tiste, ki so eventualno grešili. In seveda generacije bodo morale odumreti, da bo ta sistem, ta, ki ga imamo v Sloveniji, resnično morda kdaj demokratičen. To je moje gledanje na stvari. In še morda bi nekaj dodal, če imam še kaj časa. Zdaj imamo pa res Nič čisto več. malo, lahko dodate. Ja. No, nekaj podobnega, veste, danes, okrog prej so omenjali že Tito, pa tako naprej, pa vi ste omenili torej, da so to čaščenje nekdanjih sistemov in tako dalje. Eno veliko pomanjkanje neznanja. A veste, revolucija. To je zamenjava, ne? Revolucija pomeni obrat. Tisti, ki so prej na vrhu, so naenkrat spodaj. In tako so bili bogati ljudje prej, a ne, so kar naenkrat bili spodaj. So jim vzeli vse in so postali revni. Tisti gor na vrhu, ki so bili prej revni, so zdaj gor postali močni in so postali tudi bogati. Oni v spodaj, prejšnji bogati, so postali revni. To se pravi, fizično se je zadeva obrnila revolucija. Ampak z revolucijo se pa bogatstvo in revščina ne menja. Oni gor so vedno bogati. Tako je. A veste, oni spodaj vedno so siromašni. In revolucija ni rešitev. Ker se z revolucijo nič ne spremeni v družbenem redu. Bogatstvo ostane gor, tam pri ljudeh, ki vladajo, v spodaj postane revščina. Le tako je, kot je rekla Mila Kačič, pesnica, da se revolucije drži kri. Ja. To pa je... Nič ni hujšega za nek narod, kot pa to, če se mu zgodi revolucija. Gospod Mihael Cenc, še bi lahko govorila. Jaz upam, da se bova še kdaj srečala, pa kakšno rekla. Za tokrat pa hvala, da ste prišli sem v naš studio, da ste delili z nami svoje spomine, pa nam dali tudi še kakšen nauk. Gospod Gošte, hvala lepa za vabilo. Jaz smatram to za nalogo, da poskušam kaj povedati, kaj se v totalitarnih sistemih lahko zgodi. Vam pa želim seveda pri vašem delu veliko uspehov. Hvala in lepa. zadovoljstva seveda tudi, ne, prosim. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.